Za današnje potrebe si bomo pogledali vsaj 4 platna, prebrali vsaj eno pismo, si ogledali vsaj 2 knjigi, vsaj 2 operi, vsaj en balet, še eno gledališko predstavo in poskušali razmišljati, kaj je tako izjemno fasciniralo Wagnerja, da se je lotil drame Tristan in Izolda. Razmišljali bomo o tem, kaj imata med seboj Tristan kot on in Izolda kot ona. Hkrati bomo poskušali razmišljati, kaj to pomeni danes, v svetu, v katerem živimo, v letu 2014. Kaj ti to, kar se je dogajalo skozi vse reference, ki sem jih naštel, je bistveno pomembnejše za čas, v katerem živimo, kot si predstavlja ne samo kapitalizem, ker ta si ne predstavlja tega, ampak kot si predstavlja velika večina ljudi. Naše početje bo zato revolucionarno. Naše početje tukaj in sedaj že bo revolucionarno. Taka je osnovna ideja današnjega večera. Vse skupaj se je začelo leta 1854. V tistem času, ko ima Nietzsche 10 let, Wagner odkrije Arthurja Schopenhauerja, če lahko tako rečem. Njegovo delo o svetu kot volji in predstavi. Že sam naslov Schopenhauerjeve knjige govori oziroma namiguje na neko dvojnost, na voljo in predstavo. Tak je naslov knjige. Svet kot volja in svet kot predstava. Kaj je tisto, kar navduši Wagnerja? V nekem pismu, ki ga napiše konec istega leta, torej 1854, ki ga napiše Franzu Listu, najdemo v 2 stavkih vse elemente, ne samo tega, s čimer se bomo ukvarjali danes, ampak tudi vse elemente tega, s čimer se bo Wagner ukvarjal do konca svojega življenja. Franzu Listu torej piše, da razume Schopenhauerja, njegovo delo, njegovo filozofijo kot poseben poklon
neki zmožnosti človeških bitij, ki je Schopenhauerja zaposlovala že dolgo časa, oziroma se je z njo ukvarjal na prav poseben način, na zelo poseben način. Wagner namreč razume, da smo človeška bitja na svetu, ki je najprej svet pojavov, svet fenomenov, fenomenalnega, ujeti, da torej nismo svobodni, da smo ujeti v delovanje, v dejavnosti, v aktivnosti, zaradi katerih samodejno, samoniklo čutimo, prepoznavamo, da nas nekaj žene, da nikakor ne moremo biti brezbrižna, statična bitja, da je v samem svetu nekaj, čemur se v resnici nikoli ne moremo upreti, čemur se ne moremo odpovedati. In to je Schopenhauerju dalo misliti, kajti kakšna je eksistenca ljudi, če se zdi, da jih ves čas nekaj žene, da se v resnici nikoli ne morejo povsem umiriti oziroma upreti temu, kar jih žene, in da je veliko vprašanje, ali ljudje sploh vedo, kaj je to, kar jih žene, to, čemu se ne morejo upreti. To, kar očitno ni značilnost ali posebnost tega ali onega posameznika, ampak je del samega sveta. To Schopenhauerjevo razmišljanje je zelo zanimivo, kajti velikemu filozofu je popolnoma jasno, da posameznik, človeško bitje, ni prebivalec sveta, ni del sveta, ni objekt v svetu, v katerem se, na primer, lahko odloča, kako bo živel, kaj bo počel, kakšne so njegove ali njene želje, potrebe in tako dalje. Že sedaj vidimo, da je kapitalistični način razmišljanja, ki ga bolj ali manj spontano sprejemamo, pravzaprav natanko tak. Bodite zadovoljni, da ste lahko del sveta, da živite v svetu, v katerem je za vas najbolje, da se sprijaznite z idejo, da imate potrebe, želje, interese, motive in tako dalje, in da lahko izbirate, ker živite v svobodni državi, kako boste živeli, kaj boste počeli, na kakšen način boste vstopili v medsebojne odnose, kaj si boste mislili, kako si boste ta svet razlagali in tako dalje in tako dalje. Schopenhauer niti približno ni prepričan, da je zadeva s človeškimi eksistencami na tem svetu tako preprosta. V resnici je mnogo bolj kompleksna in vznemirljiva, kajti že sam svet je volja. Se v naslovu njegove knjige piše, da je. Svet je že volja in je predstava. Torej,
ni res, da ima zgolj človek predstave o svetu. Take ali drugačne. In ni čisto res, da se lahko svobodno odloča, kakšne predstave bo imel o svetu, čeprav se zdi, da je tako. Svet vselej že je predstava. Že je vrsta predstav. In Wagnerja to izjemno zanima. Zanima ga, in v tem pismu Francu Listu pravi, da ga zanima to, kar je morda najbolj vzvišeno, najbolj poetično in najbolj vznemirljivo med človeškimi bitji, recimo med njo in med njim. In to je ljubezen. Ljubezen, pravi Wagner, je zavezana nečemu. Temu, o čemer razmišlja Schopenhauer v knjigi o svetu kot volji predstavi. In to je, da vselej nekaj človeka žene. Torej, ni ljubezen nekaj, kar ima človek v sebi, kot na primer čustvo ali kot naravnanost k drugemu človeku, ampak je nekaj, kar ga vselej presega. Vsakega posameznika presega. In je že del eksistence vsakega posameznika. Pravi, ni nekaj, kar je njegova ali njena last, ali značilnost, ali sposobnost, ali zmožnost, ali kaj podobnega. Pravi, ljubezen nima kaj dosti skupnega s psihologijo posameznikov. Ampak je nekaj, kar presega vsakega posameznika. In je povezana s tem, kar zelo zanima Schopenhauerja. Odkot občutek, ki ga ima vsak posameznik, da ga vselej že nekaj žene, da je torej gnan. K čemu je gnan? Vsak posameznik. K čemu je gnan? In v kakšnem razmerju je to, ta gnanost, z posebno obliko tega, kar imajo lahko ljudje med seboj, in se imenuje ljubezen. Schopenhauer svoje razmišljanje o svetu kot volji predstavi med drugim pripelje do ideje o ekstazi, o tem, da so človeška bitja zmožna za ekstatično. O tem bomo še razmišljali. In Wagner v pismu Francu Listu pravi, da je pripravljen, da je sposoben postaviti monument, spomenik temu, kar žene ljudi, zlasti njo in njega, k temu, kar imenujemo ljubezen. Wagner bo napisal, ustvaril Tristana in Izoldo kot spomenik ljubezni. Kot spomenik nečemu, zaenkrat še ne vemo, kaj je to, kar nujno žene ljudi, da imajo nekaj skupnega med seboj in da ne želijo živeti, na primer, vsak zase, kot atomi. In zaključi Wagner namreč, da je to, čemer bo postavil spomenik,
vezano tudi, ali pa povezano s sanjami. Sanjami njega in nje. Wagner ve in se strinja s Schopenhauerjem, da on in ona sanjata o ljubezni, ki ji bo Wagner postavil spomenik. Kar pomeni, da, in to je za naše razmišljanje zelo pomembno, da je ljubezen tako ali drugače vezana na sanje, oziroma, zakaj ne bi tega izrekli, sanjski svet. Zdaj pa si poglejmo neko platno, ki je naredilo velik vtis na Salvadorja Dalija, ki bo odigral zelo pomembno vlogo v naši zgodbi. Jaz vam pripovedujem zgodbo. Platno nastane leta 1859. To je platno francoskega slikarja Jean-Françoisa Milleja. Platno, ki, glede tega se zlahka prepričamo, prikazuje njo in njega. To je nesporno res. Očitno na polju, na njivi, ki je polna krompirja. Naprimer, da pobirate krompir. To ni pomembno. Pomembno je nekaj drugega. Namreč, v kakšnem odnosu sta on in ona. Slika ima naslov Ave Marija. Seveda bi lahko vsakdo povedal svojo zgodbo, kako razume to platno, kakšen vtis naredi na njega ali na njo, kako je mogoče razumeti, interpretirati in tako naprej. In to so številni ljudje že naredili. In sam ne mislim prispevati k tej zgodbi. Zanima me ena sama podrobnost, en sam detajl, ki je v zelo zanimivem razmerju s tem, o čemer smo že govorili. Če govori Wagner o sanjskem svetu, o ljubezni in celo o ekstaziji, in če očitno človeka vselej nekaj že žene, kot pravi Schopenhauer, pa je na tem platnu očitno, da stojita on in ona v nekem posebnem razpoloženju, ki ni brez povezave s skromnostjo, morda celo ponižnostjo. Mislim, da se o tem zlahka prepričam. In Salvadorja Dalija, približno 80 let pozneje, to navduši, oziroma zdi se mu pomembno, da se na nek način odzove
na to platno in tudi se. To je Dalijevo platno iz leta 1933. Takoj seveda ugotovite, na kaj se nanaša oziroma kaj navdihuje Dalija. Zopet vidimo njo in njega in tako rekoč vsi pomembni elementi iz prejšnjega platna so tudi tukaj. On v tako rekoč enaki drži kot na prejšnjem platnu, ona takisto, samokolnica oziroma pripomoček, s katerim je mogoče prevažati na primer vreče krompirja in nekaj, kar je na prejšnjem platnu ob njem, je zdaj v njej ali kakorkoli že to razumemo. Če je ona očitno ženska, mislim, da to je očitno, in je on najverjetneje moški, pa je ravno tako očitno, da nima obraza, da vidimo namesto obraza lobanjo. Nekoga, ki je mrtev, ni živa lobanja. Kaj naredi Salvador Dalí? Naredi nekaj zelo preprostega. Tako rekoč ohrani platno, spremeni ozadje in samo premesti nekaj elementov iz prejšnjega platna. Sprememba je v resnici minimalna, pa vendar je učinek, ki ga ima platno na gledalca, izvrsten, je izjemen. Zdi se, in nanašam se na to, s čimer smo se ukvarjali prejšnjič, ko smo si ogledali Manejevo platno, da ta predstava, podoba moškega na nek način ni mogoča. Mož stoji po konci, ampak če pogledamo v njegov obraz, vidimo lobanjo, vidimo da je mrtev, na primer. Če je mrtev, ne more stati po konci. In v odnosu do česa, to je ključni element, s katerim se želim ukvarjati, v odnosu do česa sta, prav gotovo, da sta v medsebojnem odnosu. Pa vendar je mogoče reči, da sta v še nekem odnosu, v odnosu do nečesa, kar oba presega. Ni nujno, da je enoznačno določeno, kaj to je. Zadošča, da ohranimo to idejo ali morda celo hipotezo, da sta še v odnosu, torej v odnosu do še nečesa,
kar oba presega. Salvador Dalí v tem času, okoli leta 1933-1934, že razmišlja o baletu. Želi narediti baletno predstavo, napisati libreto in naslikati platno, velikansko platno, kot del predstave. Ta njegova zamisel ni brez povezave s tem, kar najdemo v naslovu Schopenhauerjeve knjige Svet kot volja in predstava. In Dalí bo to svojo idejo vsaj delno realiziral. Ta balet nikoli ni nastal, oziroma nikoli ni bil postavljen na oder. Šla je vojna, ampak kljub temu je nekaj od tega, kar je želel narediti, tudi naredil. In še preden je naredil to, je naredil nekaj drugega. Leta 1939, ko je že v New Yorku, v Metropolitanski operi uprizorijo Bakanalije. Predstavo, za katero naslika Dalí tole platno. Na tem platnu takoj prepoznate velikanskega laboda in celotna predstava je posvečena nekim sanjam, zlobneži bi rekli neki norosti Ludvika II. Bavarskega, norega kralja, kot so mu nekateri rekli, oziroma kot so ga imenovali. Celotna predstava pomeni poskus uprizoritve sanj ali sanjskega sveta ali sveta bloden ali imaginacije ali pa morda tudi norosti bavarskega kralja. Sam ne vidim v tem nobene sledi in nobene nujne potrebe, da postanemo psihiatri ali klinični psihologi ali kaj drugega in da se začnemo ukvarjati z diagnozami, ki bi jih lahko pritaknili bavarskemu kralju. Nobene potrebe ni potem, čeprav se nekateri vedno znova skušajo zadovoljiti za ugotovitve, da je bil pač Ludvik nor in da ga je bilo treba odstraniti z prestola in tudi so ga, zelo mladega. Mislim, da je to trivialnost, s katero se ni treba ukvarjati več kot pol minute. Dalí se resno loti teme, o kateri je gotovo veliko razmišljal tudi po srečanju z Sigmundom Freudom. Sigmund Freud je človek, ki zelo resno razmišlja o sanjskih svetovih, v katerih se človek pogosto znajde, če že ne vsako noč, pa velikokrat. Zanima pa ga tudi sorazmerno nasilno razlikovanje ljudi med tem, kar je domnevno
noro in med tem, kar je domnevno normalno. Čez nekaj časa, zelo v kratkem, bo izšla moja knjiga o neki resnični zgodbi iz teh krajev, Slovenije. Resnični zgodbi ženske, ki je pretrpela zelo veliko nasilja. Knjiga bo njena zgodba skozi pisma, ki jih je napisala meni. Mojega pisanja je v tej knjigi komaj za vzorec, ker ni potrebno. In vsak se bo lahko prepričal, v kakšnem svetu je živela in še vedno živi ta gospa. No in ko sem razmišljal, kakšen bi bil podnaslov te knjige, mi je najprej prišla na misel ideja zgodba iz resničnega sveta, potem pa sem jo naslov spremenil. Naslov bo zgodba iz normalnega sveta. V tem normalnem svetu se dogaja tako veliko nasilja in tako veliko ljudi trpi, da je o tem treba govoriti, da ne bi kdo mislil, da obstaja jasna ločnica med tem, kar je normalno in je tudi krasno in čudovito in naredno in fajn in dobro in koristno in tako naprej, in nekim drugim svetom, ki je pač nenormalen, nor, blazen in podobno. Moja ideja je ravno nasprotna. Moja ideja je, da je svet, v katerem živimo, že blazen. In da blaznost bolj ali manj vsak po svoje, seveda vsak dan že živimo in se celo trudimo, da bi jo razumeli ali prepoznali kot normalnost. V tem je nekaj zanimivega. Zakaj se je mogoče dolgo časa truditi, da človek nekaj, kar je blazno, prepozna kot normalno, kot nekaj, s čimer je še kar mogoče shajati, vse je še kar v redu, da tako živimo, vse v končni fazi ni nič hudega in tako naprej in tako naprej. No, to je tudi eden od razlogov, zakaj se resno lotevam tega, kar je fasciniralo ne samo Schopenhauerja, ampak tudi Wagnerja in Salvadorja Dalija. No in leta 1944 med drugo svetovno vojno na odro postavijo še neko predstavo, za katero je Dali naslikal še eno ogromno platno in zgodba oziroma predstava ima naslov Nori Tristan. Zdaj, to je tole platno, ki ste ga lahko videli pred nekaj tedni tudi v Cankarjevem domu, kot del predstave z naslovom La Verita, ali resnica. To, kar je najprej, vsaj tako se nam zdi, povezano z norostjo, blaznostjo, nenormalnostjo in tako naprej, je nenadoma del same resnice sveta, v katerem živimo. Oziroma, ni res, da je nenadoma del sveta, v katerem živimo. Ves čas že je del sveta, v katerem živimo, samo da naša zavest zaostaja za tem, ker tega vztrajno noče prepoznati. In se tolaži s tem, da je blaznost, ki jo živi, še kar znosna ali pa da je celo normalna. In seveda naslov ni nepomemben. Zakaj Nori Tristan? Zakaj ne Nora Izolda? Ali pa zakaj ne Nora Tristan in Izolda? Zakaj samo Tristan nor? In kaj je norega na tem? Ne smemo pozabiti še enkrat, da je Salvador Dali naslikal to platno, ker je tudi njega pritegnila Wagnerjeva opera Tristan in Izolda,
ki je nastala na podlagi tega, kar je fasciniralo Wagnerja, ko je bral Schopenhauerja. Zadeve so zelo zanimivo povezane, prepletene. Vidimo zopet njega in njo, čeprav ni zelo očitno, kdo je on in kdo je ona. Prav gotovo ni zelo očitno in lahko si pomagamo z nekaterimi elementi in na koncu ugotovimo, da je on Tristan na tej strani in da je Izolda na oni strani. Nori Tristan, očitno pa je, da imajo na platnu vsi elementi senco, razen nje. Ne meče sence. To je zelo očitno. Zakaj ne? Zakaj je Tristan nor, zdaj se platno tako imenuje, in zakaj ona nima sence? In to nas ponovno vrača k Schopenhauer. Schopenhauer je imel idejo, ki v resnici ni bila njegova. To je ideja, s katero se je pred njim zelo veliko ukvarjal Immanuel Kant. Zanimalo ga je namreč, kaj narediti z neko razliko. Z razliko med svetom pojavov, fenomenalnim svetom, fenomenološkim svetom, pojavnim svetom in noumenalnim svetom. Kaj je noumenalno? Kaj je tisto, o tem smo že govorili, kar navduši Wagnerja, da se začne ukvarjati z idejo, z vprašanjem, kaj je tisto, kar presega vsako človeško bitje in vselej že deluje v eksistencah posameznikov. Schopenhauer in tudi Wagner razmišljata še o neki razliki. O razliki, ki jo ponazarja, simbolično ponazarja dan, ko smo praviloma budni in je svetlo in tako naprej, in noč, ko praviloma spimo in je temno. In najbrž ni treba posebej poudarjati, da če spimo, največkrat spimo po noči in da takrat tudi pogosto sanjamo. In da ni treba prav dosti, da začnemo verjeti ali pa celo, da imamo radi domnevo, da obstaja neki onkraj, nekaj, kar ni del vsakdanjega sveta pojavov, fenomenov in tako naprej. In da smo po malem, bolj ali manj vsi na tem, da se bi strinjali Schopenhauer. Vprašanje je izjemno zahtevno, hkrati pa je tudi neverjetno produktivno. Kaj bi namreč to lahko bilo? Kako se sploh lotiti razmišljanja
resnega razmišljanja, vrševere ne zanima, resnega razmišljanja o tem problemu. Tej razliki med enim in drugim svetom in domnevo, da obstaja neki onkraj, ki presega svet, v katerem živimo vsak dan, neki onkraj, ki seveda ne bo nastal ravno kar zato, ker mi verjamemo v njega, ampak vselej že je. Če je, vselej že je. Kar seveda pomeni, da je naša psihologija, s katero, na primer, poskušamo razumeti sami sebe ali pa druge ljudi, dosti premalo, je prekratka, da bi se tega problema sploh lahko resno lotili. S psihologijo zagotovo ne. Kako pa? Eden od odgovorov je seveda pri roki in to je že bolj ali manj očitno, to je umetnost. To je umetnost. Naprimer, nadrealistična umetnost, ki nas postavi pred zagonetko. Zakaj ona nima sence na tem platnu? Zakaj ne meče? Če pa bi po vseh fizikalnih lastnostih morala metati senco, če vsi drugi predmeti mečejo, bi jo morala tudi ona. Zakaj torej ne? Fizikalno to ni mogoče. Podobno, kot smo zadnjič rekli, za Manejevo platno. Ampak umetnost ni fizika. Umetnik ni fizik, ki upodablja svet tako, kot pač ga prepoznavajo fiziki. Umetnost je nekaj drugega. Umetnost je po definiciji poskus tega ali onega umetnika, da bi se lotil vprašanja, ki smo si ga zastavili. Vprašanje je, ali je mogoče misliti, ali mogoče resno misliti onkraj. Ali pa se moramo predati in reči nekaj, s čimer se ne bi strinjal sam Arthur Schopenhauer, namreč, da smo zgolj končna bitja v končnem svetu, v katerem nam ne stane nič drugega, kot da se priklonimo kapitalizmu, rečemo hvala Bogu, da imamo vse dobrine in storitve in tako naprej, ki nam jih kapitalizem zagotavlja, izbiramo med njimi in tako preživimo svoj vek do konca. To je ena od možnosti. Kamor nas, na primer, sili ravno kapitalizem. V takem svetu trenutno živimo. Prepustite se, bodite mirni, skolirani, izbirajte po trgovinah, bodite dobri potrošniki in dajte mir. Bodite zadovoljni, da ste lahko pač v tem primeru ste. In najbrž tudi seveda psihologija posameznikov omogoča reči morda večini posameznikov, da se s tem lahko strinjajo. In da je tak svet good enough. Da je to čisto redno, da je to fajn. In da živimo v boljšem svetu, kot recimo naši predniki še 50 let nazaj. In da se seveda popolnoma strinjajo, da bo ta svet, ki je že zdaj good enough, iz dneva v dan še boljši, kar je pa itak navdušujoče. In bi človek lahko bil zaradi tega tudi ekstatičen in nekateri tudi so. Zelo preproste zadeve, ki se da pojasniti tudi z, naprimer, množično psihologijo, oziroma celo z psihologijo posameznikov, če jih vprašate ali pa če se z njimi pogovarjate, ali jim je dobro živeti v takem svetu, v katerem živimo, ali ne. In neki mainstreamovski ekonomist je danes, ko sem poslušal komentar, rekel, da je nesporno dokazano, da so ne vem kateri drugi ekonomisti onkraj vsakega razumnega dvoma dokazali, da je bogatenje dobro za vse. Da je to tako, kot če ste vi, recimo, ladjice zasidrane nekje v zalivu, ko pride plima, itak dvigne vse ladjice brez izjeme, pač to, kar je plima. 1 meter, 2, 15, pač različno, vi ste, kje ste, v tem delu sveta. In to je resno prepričanje
verjetno velikega števila ne samo ekonomistov, ampak tudi politikov in drugih ljudi. Torej, bodite zadovoljni, da bo plima prišla, ker itak se boste potem vsi dvignili. Ker plima pač to po definiciji dela. Zelo preprosto fizikalno dejstvo je to. Če pa se poravnajo še, ne vem, Luna in zvezde in kaj se in kdo v vrsto, je pa plima še večja, pa itak. Smo lahko vsi samo, kot rečeno, ekstatični. Ta izraz, ekstaza, zelo zaposluje Schopenhauerja. On namreč ugotavlja, se ni treba prav veliko napora za to, da s tem, smo že ugotovili, da vselej nekaj že žene ljudi, pride tudi cel kup problemov. Da so ljudje gnani in se potem zapletajo v spopade in vojne in izbruhe in kaos in deliri in blaznost in norijo in tako dalje, in da to ni ravno najbolje. To ravno ni nekaj, ki se človek zelo želel v sedanjem življenju. In se je še Schopenhauerja zanima, ali mogoče kaj narediti, da takih delirijev ne bi bilo več, ali pa vsaj ne bi bilo preveč. In najde, ali pa poskuša najti, mislim, da mu pri tem prav zelo ne uspeva, ampak vsaj za trenutek se zdi, da je s tem zadovoljen, poskuša torej najti odgovor tako, da pravi, ok, ali se lahko človek nekako umiri, odreče takim delirijem, vsemu temu, kar ga lahko se reči ga, žene. Ideja, ki ga seveda pelje k budističnim naukom oziroma budističnim mislim. Vsi vemo, da se je Schopenhauer veliko ukvarjal ravno z takimi idejami, ki so prišle z vzhoda, kot se ponovadi reče. Torej, ali je res to izhod iz vsakdanjih zagad ljudi, ki imajo težave s tem, kar jih vselej že žene? Mi govorimo predvsem o njej in o njem. Ali je odgovor skulirano življenje a la Buda, Siddharta, naprimer? Ali kaj? Kaj sploh človek lahko naredi s tem, kar ga očitno žene? Obstaja odgovor na to vprašanje, ki se mi zdi izvrsten. To je odgovor, ki se, ko ga bom artikuliral, tako ali drugače nanaša na vse, o čemer smo danes govorili. Vsi veste, da smrtno ranjeni Tristan čaka na Izoldo, da želi, da pride k njemu in da je njegova želja tako močna in v tem je izvir Wagnerjeve ideje, ki jo je napisal v pismu listu, da bo postavil spomenik. Torej, daleč od tega, da sta Tristan in Izolda romantična ljubimca, ki se po nekem določenem času zapleteta v strasti, potem, ko se srečata in ne najdeta izhoda iz tega labirinta strasti. Obstaja izraz, labirint strasti. V labirintu se z lahkoto izgubite. V resnici Wagnerja to sploh ne zanima. Ta ideja ga ne zanima. Njega zanima to, kar je na prvi pogled čista norost. Tristanova norost. Njegova strast, njegova nepremagljiva želja
pričaka Izoldo. Da ne bo umrl, dokler ne pride. Pa ne zato, da bi se poslovil od nje, rekel še zadnje besede. To je romantična ideja. Tristan zastopa, če lahko tako rečem, v tej operi, drami. Wagner govori o drami, piše o drami, ustvarja drami. Čisto nekaj drugega. In to nekaj drugega je onkraj vsakdanjega, trivialnega in banalnega sveta, pojavov. V resnici je onkraj. Samo ne tako, kot verjame Schopenhauer. Schopenhauer je dualist. Podobno kot Kant. Svet pojavov lahko nekako še razumemo, lahko ga raziskujemo, ampak to, kar je noumenalno, je pa nedosegljivo in pravzaprav nikoli čisto tačno vemo, kaj to je. A sploh kaj je. In podoben dualizem najdemo v razmerjih med dnevom in nočjo. Dan je svetov čas, ko počnemo neke normalne, običajne, navadne stvari, ki jih pač počnemo, ki jih moramo početi in tako dalje. Medtem ko je noč magična, čarobna, nenavadna, seveda sanjska, blazna, nora ali pa kaj podobnega. To razmišljanje je prekratko, ni dovolj produktivno. V resnici ne pridemo kaj pravzaprav daleč, ko to ugotovimo. In Wagnerja zanima, ali je mogoče v človeškem bitju, na primer v Tristanu, lahko bilo tudi v Izoldi, odkriti še kaj drugega, še kakšno strast, ki je morda celo nepremagljiva, tako kot vidimo v zadnjem prizoru njegove opere. Da bi razumeli to, čemu se približa Wagner, moramo poskušati razmišljati o neki izkušnji. Ne govorimo o abstrakcijah, o nečem, kar je vsakdanjemu človeku lahko popolnoma tuje. Govorimo o neki izkušnji. Govorimo o empirični izkušnji, ki jo more imeti sleherno človeško bitje. Morda jo ima, ali pa je nima, to me ne zanima. Trdim, da jo more imeti. Lahko bi jo imelo vsako človeško bitje. Ali drugače, vsako človeško bitje je zmožno za to izkušnjo, o kateri bom govoril. Ta izkušnja je v naslovu tele knjige, ki jo je napisal francoski filozof Jean-Luc Nancy. Naslov te knjige je Izkušnja svobode. Obstaja izkušnja svobode. Pričemer je treba že vnaprej povedati, da ne gre za svobodo v kapitalističnem načinu. Torej, svoboden si, da izbiraš med dobrinami, storitvami, ki ti jih ponujajo trgi. To nima svobodo, nobene zveze. Svoboda je determinirana skozi in skozi. Ampak to pa ne pomeni, da smo ljudje roboti oziroma vnaprej določeni v svojem delovanju. Daleč od tega. V resnici pomeni ravno nasprotno. Pomeni, da ravno nismo. V tem je paradoks svobode, da je determinirana. In to zanima Wagnerja. Izkušnja nečesa, kar nujno vselej že je. Se pravi, ni odvisno od mene. To nekaj ni produkt moje volje, moje ustvarjalnosti, moje kreativnosti in tako dalje. To je nekaj, je univerzalno. In obstaja, tudi če jaz ne vem za to. Možna pa je izkušnja tega, moja empirična
specifična izkušnja. Lahko da te izkušnje bom nikoli imel. Morda se ne bom dokopal do nje, ker se ne bom želel, ker se ne bom hotel, ali bom preprosto brezbrižen ali pa kaj drugega. Lahko pa bi jo imel. In to je zanimivo za vsako možno razmišljanje o prihodnosti ljudi. Prihodnost je lahko ali še več iz tega, ali pa morda, da uporabim izraz tistega ekonomista, pač počakamo na plimo. Prihodnost je morda lahko zgolj čakanje na plimo, plima pride in nas dvigne. In vsi smo srečni. To je tako butasta ideja, da se mi gnusi že samo misliti na njo, kaj šele razmišljati o njej. Obstaja neka druga izkušnja. Izkušnja, zaradi katere pa je možna bodočnost ali posameznika ali občestva, ki ni še več istega, ampak je nekaj novega. In to novo ne more nikoli priti na svobodne kapitalistične trge in tega ni mogoče kupiti. Govorimo o neki izkušnji, ki je nihče ne more narediti, izdelati in ponuditi drugemu človeku, vsakdo je lahko izkusi sam. Kakšna je torej izkušnja svobode, če ni zgolj izbiranje med različnimi dobrinami ali pa odločanje, a grem levo ali desno? Jean-Luc Nancy se zelo resno loti problema, na katerega naleti Schopenhauer in ga ne zna misliti. Ne more ga misliti. Prekratek. Ga pa mislijo taki umetniki, kot sta Richard Wagner in Salvador Dalí. Če bi se, in to lahko naredi, vsakdo to lahko naredi, če bi se lotili razmišljanja o sebi in bi se vprašali, kaj je tisto, kar zares, ampak zares želimo. In če se ne bi pustili ujeti v propagando, češ ne razmišljaj preveč, ampak prepusti se in bodi zadovoljni s tem, kar imaš. Torej, če ne padamo v to past, potem je morda nujno, da pridemo do spoznanja, o katerem govori Nancy. In sicer, da bi razumeli človekovo svobodo, možnost izkušnje svobode, ki je neposredno prepletena s tem, o čemer govorimo. Govorimo o ljubezni med njim in med njo. Govorimo o strasti. Govorimo o tem, kar je na prvi pogled videti kot norost. Govorimo o tem, kar ljudi žene vedno znova. Zgodovina je polna dokazov o tem, četudi morajo za to včasih plačati ultimativno ceno. Naprimer s svojim življenjem. To niso izmišljotine, ampak so empirični dogodki iz zgodovine in enako bo v prihodnosti, saj upam, da bo, če nas ne bodo vse spremenili v robote, kakšne zombije. Torej, da bi to izkušnjo svobode dobro razumeli, je najprej treba ohraniti razliko, s katero se ukvarja tudi Arthur Schopenhauer, samo da jo premestimo, malo jo premaknemo v desno. Lahko je pa tudi v levo, zaradi mene. Važno je, da jo premaknemo. Obstaja razlika med tem,
kar imenujemo v filozofiji bit, in med tem, kar imenujemo eksistenca. O tem smo tukaj na tem kraju že govorili. Zaradi te razlike človek nikoli ni zgolj končno bitje v končnem svetu. Ampak je lahko odprt sami neskončnosti. Obstaja izkušnja odprtosti do neskončnega. In to je uvod v razumevanje človekove svobode. Ta izkušnja je prepričljiva. Zaradi te izkušnje vem, ampak ne na tak način, kot vem pred šolsko tablo, ko me kaj profesor vpraša. Ne govorimo o znanju, ki se preverja. Ta izkušnja mi omogoča, da vem, da mi je popolnoma jasno, da me nekaj presega, da sem v trenutku odpiranja do neskončnega prek drugega človeka, in temu odpiranju rečemo ljubezen, izpostavljen nečemu, česar, in to je ključno, česar nikoli ne morem obvladati. Nikoli ne bom mogel obvladati. Izkušnja svobode se torej začne s spoznanjem, da se rade volje prepustim nečemu, česar ne morem obvladovati. In ta ideja je že v časih, v katerih živimo, pa še zlasti revolucionarna. Zato, ker nas bodo vedno znova in vedno bolj skušali prepričati, kot sem že nekajkrat danes rekel, naj se umirimo, skoliramo, naj nehamo filozofirati in naj se raje ukvarjamo s tem, kar nam v tem času nudi kapitalizem, bla, bla, bla. Kaj ti za nas je kapitalizem tisti ali tisto, kar poskuša obvladovati? V principu kapitalističnega delovanja so poskusi obvladovanja. Zadnjih nekaj let poskušajo obvladati, na primer, recesijo. Skušajo obvladovati, to bomo še videli, kako katastrofalne posledice bo to imelo vreme, podnebne spremembe, na primer. Ampak to so še preproste zadeve, čeprav empirično dokazujejo, kako zelo primitivni smo in kako megalomanske so ideje, da bomo obvladovali vreme in 7 milijard ljudi, da bodo skolirani in da se ne bodo upirali in tako dalje in tako dalje. Tisto, kar je v tem trenutku zame ključno, je izkušnja, o kateri sem začel govoriti. To je izkušnja posameznika znotraj eksistence, ki mu pravi, da ni svoboden on, da ni svoboda lastnost ali predikat ali značilnost ali sposobnost posameznika, ampak da je lastna sami eksistenci. Če je torej kaj svobodno ali kdo svoboden, potem niso ljudje, eksistenca sama. Eksistenca ljudi je že svobodna. Kaj pa pomeni strogo vzeto svoboda eksistence? To je zmožnost, ki jo Nancy zelo, zelo natančno opiše. Na primer na strani 14 svoje knjige, ko reče dobesedno tole. Najprej se naveže, čeprav to ni eksplicitno, ni očitno, uporabi izraz, s katerim se je veliko ukvarjal Schopenhauer in ta izraz strašno zaposloval, to je ekstaza. Smo že govorili, da Schopenhauerja je ekstaza problem.
problem, ki se na ravni posameznikovega življenja kaže kot tisti problem, o katerem smo govorili. Torej, kako ne biti preveč subjekt, kot bi rekel Prešeren, notranjih viharjev. Kako ne biti notranjih viharjev igrača. Prešeren govori o tem. Da ne bi bil, kaj bi naredil, da ne bi bil notranjih viharjev igrača. On si tudi želi mirnega pristana in skratka device in njene dote in tako dalje in tako dalje. To piše v vrbi. In v istem času, Prešeren že v istem času kot Schopenhauer, se torej ukvarja z vprašanjem, s tem velikim vprašanjem, kaj narediti s temi strastmi, ki očitno, čeprav danes je, če bi bil tukaj kakšen psiholog zdaj, a je kakšen? No, če bi bil, bi moral že zdavnaj protestirati, ker bi in bi me skušal prepričati, da je večji del človekovega psihičnega sveta delovanje itak odvisen od genov in da je to zanimivo. Na trenutke se zdi, da so psihologi bolj biološki kot sami genetiki, oziroma da več vidijo v genih kot sami genetiki. V psihologiji je vse od genov odvisno, kar šteje, še vera v Boga, kar hočete, vrednote, način življenja, whatever, karkoli si izmislite, bo kakšen psiholog prišel in vam bo skušal prepričati, da je to odvisno od genov. Zdaj, vulgarnost tega je očitna, vsaj meni. Okay. Torej, govori, spregovori, dotakne se tega problema, s katerim se Schopenhauer ukvarja, kaj storiti s to ekstatičnostjo, samega človeškega bitja, ki čuti na svoji koži vsak dan te notranje viharje, ki ne ve, kaj z njimi narediti in ga trgajo narazen in tako dalje. Pravi, ne govorim o tem, ko govorim o svobodi, o izkušnji svobode, ampak govorim o neskončnosti. Izkušnja svobode je izkušnja, prosim, to je empirična izkušnja, nekaj, kar me zelo prepriča. To ni nekaj, kar poberem od nekoga in imam za svoje, pa v resnici pojma nimam, kaj sem sploh sprejel za svoje. Govorimo o izkušnji, ki je moja, ki je neovrgljiva. O izkušnji, da je možno biti na končen način, seveda, smo vsi nismrtna bitja, smo zelo končni. To je izkušnja, zanimiva, zelo kompleksna izkušnja, da je mogoče biti na končen način, na neskončno načinov. Obstaja neskončno načinov, kako biti, kako eksistirati, kako končno eksistirati. Zato je, pravi Nancy, izkušnja svobode, izkušnja človeškega bitja, ne za dobrine, blago, ki je na trgu, objekte, med katerimi se lahko odločam, ki jih lahko izbiram in tako dalje, tako dalje. Ne, izkušnja svobode ni niti zame, niti za drugega. Izkušnja svobode je za samo svobodo. Če sem torej za kaj zainteresiran, ko imam to izkušnjo, sem zainteresiran ne zase, za svoje dobrine, za bogatstvo, za hišo, za denar, za plačo, whatever, ali pa za svoje, ne vem. In v tem je treba prepoznati sled tega, o čemer govori, naprimer, Dali, ko razmišlja o baletu Nori Tristan. Govori namreč, ali pa razmišlja namreč o tem, kar seveda je na prvi pogled na zunaj, je norost. Je videti kot norost, zagotovo. Ta slika popolnoma nora iz tega vidika, iz tega zornega kota. Zato bi se marsikdo tudi
zmrdoval ali pa je niti ne bi pogledal, bi rekel, sem brezvezna slika, neke norosti, deliri, kao vem, sigurno bi pod vplivom LSD-ja ali pa kaj podobnega. Vse to so zgrešene ideje. Tisto, kar nujno sledi iz te izkušnje, je namreč izkušnja, da želim. Na to izkušnjo se pripopa to, kar imamo sicer za svojo željo. Ja, želim, jaz bi rad, moje potrebe so take, želim, da mi, ne vem, božiček prinesem in tako naprej. Želja nikoli ni moja. To je čista iluzija, od katere pač bolj ali manj dobro živimo, oziroma smo bolj ali manj nenehno frustrirani. V tej izkušnji se želja pripopa na nekaj drugega. Želim samo svobodo, želim samo možnost svobode. Oziroma samo možnost, da nekdo izkusi svobodo. V tem smislu, če še niste gledali, izjemno, ampak resnično izjemno priporočam z Zlatim globusom nagrajeni film 12 Years a Slave, 12 let suženj. Če ga še niste gledali, prosim. Še ne igra zdaj, čez en teden. Ko bo, si prosim ta film res oglejte. Ta film je natanko o tem, o čemer govorim. Še en umetniški izdelek, ki se loteva na dober način vprašanja človekove svobode. Ne v nekih abstraktnih filozofskih vodah. To je film, ki je posnet po resnični zgodbi, še boljše. Torej, ta izkušnja svobode me osvobodi od stvari, s katerimi se sicer moram ukvarjati v vsakdanjem življenju. To ne pomeni, da se ne bom več ukvarjal. Se preprosto moram. Vsaj za enkrat. Treba je hoditi v šolo, treba je hoditi v službo, treba je hoditi v trgovine, treba je stanovati, plačevati položnice in tako dalje, in tako dalje. Ampak to ne pomeni, da mora biti tako forever. Ker obstaja neskončno načinov, kako si človeška bitja lahko organizirajo končne eksistence. Torej je to izkušnja odpiranja, ki me osvobodi. In v tem smislu bi se lahko ponovno vrnili k Schopenhauerju. Jaz pa na samo vprašam, koliko je ura, ker nimam ure, ker moram biti potem nekje še drugje, čez nekaj časa. Hvala lepa, imamo še malo časa, da nam zamudimo. Torej, bi se lahko vrnili k Schopenhauerjevemu razmišljanju, kaj naredi Siddharta. Vsi veste, da je Siddharta princ. In vsi veste, verjetno veste, da ga skuša oče zaščititi pred, dobesedno zaščititi, zato je zaprt v tej palači, ga skuša zaščititi pred izkušnjami zunanjega sveta, trpljenjem, bedo in tako dalje, in tako dalje. In ko Siddharta vendarle, mislim, da pri 16 ali nekaj takega, pravi zgodba, zapusti palačo in odide v ta zunanji svet, dejansko vidi, kako beden je, koliko trpljenja je, ljudje umirajo, vsakdo bo umrl, ljudje zbolevajo, vsakdo lahko zboli, ljudje se starajo, vsakdo se stara in tako dalje, in tako dalje. In njega to na nek način prevzame, zaposli ga, kaj naj s tem zdaj naredim. Ali smo vsi obsojeni na to bedno življenje, na to trpljenje in tako dalje, a se da iz tega kaj narediti. In v tem smislu, ko smo danes govorili, bi se dejansko bilo dobro vrniti in še enkrat premisliti, kaj zopet na svoji koži izkusi sam Buda in podobno tudi k izkušnji, ki jo ima Jezus Kristus. Njegova izkušnja, ko spozna, kaj mu je narediti,
To je res zanimivo, čisto zaradi mene psihološko tudi razmišljati o tem, ampak res, o čem on razmišlja tistih par minut, preden umre na križu. To ni nekaj nemogočega, vse noben ni bil zraven, kako pa mi vemo in tako naprej. To ni nemogoče. Človek je bitje, ki zna, ki je zmožen za razmišljanje. Kaj je psihološka izkušnja? Trdim, da je vsaj ena razsežnost te psihološke izkušnje spoznanje, da je svet, v katerem živimo, mogoče pospremiti na smetišče zgodovine. Da ne samo, da ni nujno, da bo tako na veke, kot je sedaj in bo še več istega in podobno, ampak da je to celo treba. Da je ne samo izguba časa, da človek do smrti živi tako, da je dober potrošnik, dela tisto, kar se od njega pričakuje, da ne bo kdo kaj mu rekel ali pa kaj podobnega, ampak da v nekem eksistencialnem smislu, vzvišenem smislu, to mnogo več kot izguba časa, da je v bistvu človekovo poslanstvo, da je to tista dolžnost, ki je hrbtna stran izkušnje, o kateri sem prej govoril, ko se izkušnji svobode, na izkušnjo svobode prilepi želja. Ko željo ta posameznik prepozna kot dolžnost. V tem je paradoks svobode. Ni zgolj moja želja, da se osvobodim tuzemskih iluzij, banalnosti vsakdana, manipulacije, manipulatorjev, bedastih idej kapitalistov, s katerimi nagovarjajo in tako dalje. Ne samo to, ampak da je moja želja hkrati tudi sveta dolžnost. Dolžnost, ki jo imam do tega, kar je v človeških eksistencah univerzalno. To je pa ohranjanje same možnosti svobodnega delovanja. To je zanimiva krožna izkušnja, ki človeku ne prinese pravzaprav v nekem smislu nič drugega kot spoznanje, o katerem spregovori Jezus na križu, da je dopolnjeno. Dopolnjeno je to, kar je moralo biti dopolnjeno. Ampak to je onkraj vsakdanjih, trivialnih želja in potreb, ki jih pač imamo, ki jih sprejemamo za svoje in mislimo, da so nujne in da jih moramo zadovoljevati in da se moramo truditi, da jih bomo dosegli in tako dalje. Torej, lahko bi rehabilitirali samega Schopenhauerja. Res obstaja nekaj, kar je onkraj. Ampak to ni nedosegljivo, noumenalno onkraj, o katerem ne moramo reči ničesar. Nimamo pojma, kaj bi tu sploh lahko bilo in moramo za vse veke biti tiho, ker se ne sanja. Ravno nasprotno je res. To, kar je onkraj, je vselej že tukaj. Samo, da mi tega ne vemo. Ali pa ne želimo vedeti. Ali pa nočemo vedeti. Ali nam je pa kratko malo vse eno. In med tem nas drži tudi kapitalizem. Naj vam bo vse eno. Zato je danes tako na udaru humanistična misel. Zakaj? Ker se v nekem smislu je dejansko neuporabna. Za ta svet, za ta kapitalizem je neuporabna. Ne morete jo prodati. Oziroma, če jo poskušate, jo trivializirate. Iz nje naredite nekaj banalnega. Nekaj, o čemer je pisal Kosovel, ko ga je zanimalo razmerje med drekom in zlatom. To se nam dogaja vsak dan, da smo pripravljeni zlato zamenjati za drek. In verjeti, koliko je to fajn, koliko je to dobro, še dobro, da imamo vse to, hvala Bogu, ali pa ne, hvala kapitalistom, ali ne, komu že. Tako. Zdaj pa pravi čas, da neham govoriti. Ja, toliko za danes. Hvala lepa. Prosim.